Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Kot dobro vemo, je v sezoni 2024 McLaren osvojil naslov svetovnega prvaka med konstruktorji. A njihov pogonski sklop, kot dobro vemo, je Mercedes. Kakšne posledice ima to na sodelovanje in ali se je kaj podobnega zgodilo že v preteklosti, pa v naslednjih minutah. V sezoni 2024 je Mercedes bil dobavitelj 4 ekipam. Seveda lastni tovarniški ekipi, poleg tega McLarenu, Aston Martinu in ne smemo pozabiti na Williams. In pri vseh teh 3 strankah ali satelitih, imenujte jih kakor želite, je zanimivo predvsem nekaj. Da v bistvu vsak je imel rahlo drugačno dobavo. McLaren je od Mercedesa vzel samo pogonski sklop, medtem ko Aston Martin pogonski sklop ter menjalnik je bil aktualen, pri Williamsu smo pa videli menjalnik iz prejšnje sezone. To je seveda bilo očitno, kajti med sezono 2023 in 2024 se je spremenila geometrija zadnjih oves. Ampak McLaren je postal prvak med konstruktorji, Mercedes s tisto svojo tovarniško ekipo pa ne. Smo videli kdaj v preteklosti že kaj podobnega, kar je bilo prvo iz vprašanj, na katero odgovarjam? In seveda nekaj podobnega se je že zgodilo, najmanj v sezoni 2009. Kot dobro veste, v sezoni 2009 je zmagala ekipa Brown, ki je imela takrat motorje Mercedes. In nekateri boste dejali, iz te ekipe je nastala današnja tovarniška ekipa Mercedesa. Ampak ne smemo pozabiti na neko malenkost, ki je verjetno večini navdušencev neznana. Do sezone 2011 je bil Mercedes oziroma takrat Daimler-Benz 40-odstotni lastnik že prej citirane ekipe McLaren. Torej tista prva ekipa, tista, imenujmo jo s tovarniškim statusom, je bila v sezoni 2009 McLaren in seveda Brown je bila stranka. Podobno kot bi v tistem trenutku dejali za, na primer, Force India. In tu imamo prvi primer, ki marsikoga ne bo prepričal. A brez skrbi, že v naslednjih 2 sezonah imamo boljši primer, ki nam nakaže, da pravzaprav dejstvo biti stranka po svoje niti ni tako slabo. V sezonah 2010 in 2011 je seveda zmagal Red Bull z motorji Renault. In v tistih 2 sezonah je bila prisotna še tovarniška ekipa, ki se je nato preimenovala v ono strukturo znano pod imenom Lotus in nekateri bi lahko dejali, da že v sezoni 2011 je Genie Capital vstopil. A brez najmanjšega dvoma v sezoni 2010 je bila situacija taka, da je zmagal konstruktorski naslov tisti, ki je bil stranka nekega konstruktorja, kljub temu,
da smo na štartnem razporedu videli tudi njegovo, imenujmo jo, tovarniško ekipo. In seveda to samo kot primer, namreč v zgodovini Formule 1 smo mnogokrat videli podobne primere. Sicer poredkoma se zgodi, da stranka osvoji naslov svetovnega prvaka med konstruktorji, ampak mnogokrat so bile stranke boljše od tiste uradne ekipe. In situacija, kateri smo priča danes, je seveda po svoje tudi sad pravil, ki so jih pri FII nekako implementirali v samo Formulo 1. Prvič, da so pogonski sklopi enaki za vse. Torej, tiste stranke ne dobivajo starejšega, manj razvitega materiala, in kar je še bolj pomembno, nastavitve samega pogonskega sklopa so identične tako za tovarniške ekipe, kot za one, ki zadeve kupujejo. In tu seveda se lahko spomnimo, kako na začetku turbohibridne ere so imeli že pri prej citirani tovarniški ekipi Mercedes prav posebno nastavitev, tako imenovani party mode, ki ni bila prisotna pri vseh ostalih. Tega seveda ni več. In ne smemo pozabiti na to, da pravzaprav je razvoj pogonskih sklopov v tem trenutku zamrznjen. In ker imajo vsi enake specifikacije, nimamo tistega presežka, ki bi ga lahko imeli pri tovarniški strukturi. A verjetno marsikdo se sedaj sprašuje, kakšno prednost ali slabost je imel McLaren s tem, ko je sam napravil menjalnik in ga ni kupoval pri samem Mercedesu. In tu je treba povedati nekaj, kar je bistvenega. Namreč pri identičnih pogonskih sklopih tista razmerja, ki so v menjalniku, ne kažejo nekih bistvenih razlik. A če izpustimo notranjost samega menjalnika, prestavna razmerja in se koncentriramo na zunanjost, bomo tam ugotovili, da so razlike možne predvsem na geometriji zadnjega vpetja, tako po aerodinamičnem, kot tudi po samem mehanskem smislu. In seveda pri McLarenu so lahko svoj bolid projektirali tako, kot so si zamislili, in ga ni bilo treba nekako prilagajati tistemu, kar dobivajo od svojega zunanjega dobavitelja. In rad bi poudaril še neko zanimivost. Ste morda opazili pri McLarenu ali Aston Martinu kakšen napis Mercedes na bolidih? Seveda pri ekipi Williams lepo vidimo, če ne drugega, na zaščitnih oblačilih voznikov tisto znano trokrako zvezdo. Ampak McLaren, konec koncev, je čista stranka, ki kupuje material in ni dolžna delati nobene reklame. Je sedaj to nek znak, da je med konstruktorji naslov osvojil samo McLaren? Še zdaleč ne. Gre za sodelovanje, seveda šasija McLaren, pogonski sklop Mercedes. Takšna so pravila. Ampak ne smemo zaključiti tega razmišljanja, tega odgovora z neko usporednico, naprimer s svetom motociklizma, kjer v MotoGP-ju smo videli pravi osip ekip, ki praktično svojega materiala niso dajale nekim satelitom. In tu kot ekipe seveda merim na konstruktorje, ampak velikane, kot so Suzuki ali Kawasaki v preteklosti, so bili prisotni samo z tisto tovarniško ekipo, brez da bi imeli več, seveda v tem primeru motociklov na samem štartu, kar je na koncu negativno vplivalo na razvoj. V tem trenutku smo videli, da je
Ducati, tisti, ki ima največ motociklov na štartnem razporedu, in letošnji svetovni prvak prihaja iz satelitske ekipe in ne iz one tovarniške. In če se sedaj vrnemo k Formuli 1. Znano nam je, da bo samo še v sezoni 2025 prisoten Renault. In to je treba povedati, da Renault z samo eno ekipo, ki je sicer s tovarniškim statusom, ne dobiva vseh tistih povratnih informacij, ki jih ima na voljo, na primer Mercedes. Namreč ena ekipa ali 4 je seveda velika razlika v tem, koliko informacij lahko zberejo na eni veliki nagradi, na enem testiranju ali enem krogu. Zato je pomembno tudi za Mercedes kot dobavitelj, da ima čim več enot na sami dirki. In sedaj, če se zgodi, da zmaga ena izmed njihovih strank, lahko to zmago uporabijo tudi v propagandne namene. Ampak treba se je zamisliti na koncu, zakaj tovarniška ekipa ni bila sposobna napraviti takšnega paketa. A menim, da v prihodnji sezoni bodo skušali ta spodrsljaj seveda popraviti in izbrisati slab spomin, ki so ga pustili letos. Ampak za danes, za ta odgovor na vprašanje, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.